Nekoč paradni konj Bohinja hotel Zlatorog takole sameva. Hotel Zlatorog je zdaj zaprt že leto in pol, kajti lastniki namreč v tem času niso uspeli dobiti novih najemnikov, verjetno tudi zato, ker je zgradba dobesedno že skoraj v razsulu. Propadanje hotelov je po županovem mnenju posledica divjega lastninjenja družbenega premoženja v Sloveniji. V določenih letih se je lastninilo, moja ocena je po domače, in plod tega so seveda nekredibilni lastniki, ki s premoženjem, ki so ga dobili, ne znajo gospodariti. Nad propadanjem nekaterih hotelov so zgroženi tudi turisti. Kakšna škoda, seveda propadajo objekti, že to je škoda. Ljudje pa nimajo kam. Slovenska politika. Greš na Hrvatijo dol, tam imaš odprto leto, zimo, te vabijo, no tu pa... Propadajoči hoteli tako zavirajo razvoj Bohinja. Namestitev je premalo glede na povpraševanje v sezoni. A v naši državi je lastnina sveta stvar. Zelo malo zakonodajnih postopkov ali pa zakonov je tistih, s katerimi bi lahko tega lastnika prisilili, da bi stvari obnovil. Na drugi strani je nove najemnike, ki vlagajo v obnovo, dobil hotel na Voglu, ki je bil zaprt 4 leta. Če je gondola danes precej prazna, pa bo veliko bolj polna že od 13. decembra naprej, ko spet odpira vrata ski hotel na Voglu. In prvega gosta imamo tudi rezerviranega nekega Anglija za ta dan. In bo postal Hvežena tukaj za en teden postal. Hotel je Aco svojim partnerjem najel pred 12 dnevi. Imajo slaba 2 meseca za obnovo. Ta del tukaj imamo že naročen mizarja, ko bo naredil pokrov. Od februarja pa je ponovno odprt tudi hotel Bohinj. Zasedenost v letošnji sezoni je bila 35-odstotna. Za naprej računamo, da bomo zignili tam nekje do 50%, no. Ker prvo leto je v turizmu vedno težko, ne, zato ker pač so pogodbe, ki se sklepajo vedno za eno leto naprej. Ja, za lepote narave je veliko zanimanja. Upajmo le, da bodo tako zagnani ostali tudi lastniki in najemniki.